Prisrčen in prijazen pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci z oddaje Župan za vas. Ponovno v našem studiu župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek. Lep pozdrav. Lep pozdrav vam, lep pozdrav vsem, ki naj gledajo. Dejal sem prijeten pozdrav, pa ni tako prijeten danes, ko takole sediva. Sinoči je hudo neurje zajelo deželo ob Muri, tudi Mestno občino Murska Sobota in kar nekaj nevšečnosti povzročilo, morda nekaj informacij o tem. Ja, že včeraj zvečer ob neurju, ki je zajelo praktično vso Slovenijo, je bilo kar nekaj klicev na 112 in tudi intervencij gasilcev, ki se jim zahvaljujem, da so seveda pomagali, kolikor se je pač dalo pomagati v takem kratkem času, namreč je padalo izjemno velika količina dežja in občanke in občani so se tudi danes zjutraj obračali na mestno občino za vprašanje, zakaj ni urejena kanalizacija, ki bi ob takem neurju uspela praktično požirati vso količino vode. Jaz moram povedati, da mi res v mestni občini sistematično že sedaj drugo leto urejamo kanalizacijski sistem, ki je poddimenzioniran, ampak kakršenkoli kanalizacijski sistem tako velike količine vode v nekem trenutku pač ne more prenesti. To je dokaz tudi v ostalih mestih Sloveniji, ki so bila žal poplavljena. In mi si bomo še naprej prizadevali, da bomo vsaj ob nekih normalnih vremenskih razmerah zagotovili sprotno odvajanje vode v kanalizacijski sistem. V primeru takih pa jaz upam, da jih bo čim manj. Seveda pa moramo razumeti, da se tudi z nekimi komunalno-infrastrukturnimi posegi ne da boriti proti naravi, ki je, kot je dostikrat dokazala, močnejša od nas. In včasih vrača stvari, ki smo jih odvzeli. Greva k tistim temam, ki jih vsak mesec pregledava, investicije zaključene v teku prihodnje, morda k temu, kaj se zaključuje, katere investicije v Mestni občini Murska Sobota. Ja, kar nekaj je investicij, ki smo jih že zaključili v krajevnih skupnostih, nekaj jih tudi imamo pripravljene, tako v Kupšincih smo končali z izgradnjo garaže gasilskega doma. Mislim, da naslednji petek bo sledila tudi skromna otvoritev v skladu z pravili, seveda to vedno poudarjamo. Sedaj pripravljamo tudi vse potrebno za objavo javnega naročila za eno večjih investicij v primestnih naseljih. To je druga faza ceste Polana Markišavci. Mislim, da je ta vrednost okoli 150 oziroma 350 tisoč evrov. Tretja faza bo sledila takoj, ko zaključimo to drugo fazo, drugo leto ali pa leta 2023, ko bo na nek način celoten projekt zaobkrožen od Nemčevec pa do Polane, bo ta cesta, ki je precej obremenjena s prometom in nevarna, preozka, tudi dokončno urejena. V nekaterih krajevnih skupnostih imamo vse pripravljeno za postavitev žarnih zidov, ki so pač po predlogih predstavnikov krajevnih skupnosti nujno potrebni. V krajevni skupnosti Markišavci pa imamo tudi vse potrebno za podpis pogodbe za rekonstrukcijo dvorišča pri Vaško-gasilskem domu, vrednost investicije je okoli 43 tisoč evrov. V samem mestu pa verjetno so občanke in občani opazili že, da smo zaključili z izgradnjo kolesarske steze na Ciril Metodovi in Grajski in pa to, kar je mogoče najbolj opazno, tudi parkirišče pri zdravstvenem domu v Murski Soboti. Jaz sem ga zadnjič sam preizkusil, to parkirišče, in resnično je bistveno bolj varno in bistveno lažje se občani vključujemo v promet po sedanji ureditvi, kot je to bilo prej. In tukaj bi se zahvalil vsem, ki so seveda, tako kot še je pa to običajno, se pritoževali, da dela predolgo tečejo, da je prisoten hrup, gradbeni stroj. Se zahvaljujem, da so potrpeli toliko časa, da smo to investicijo v korist vseh občank in občanov tudi uspešno zaključili. Nekaj je dodatnih območij, ki smo jih opremili z javno razsvetljavo.
to je od Murske Sobote v smeri Markišavec ob kolesarski stezi, in pa nadaljevanje projekta, če temu tako rečem, postavitve razsvetljave od Murske Sobote ob kolesarski stezi do Bakovec. Sedaj smo prišli že do avtoceste, mimo Expana do avtoceste, in zopet bom rekel, tudi sam sem preizkusil, sedaj, ko so pač krajši dnevi, to relacijo od Murske Sobote do Bakovec prehoditi in je resnično neprijetno, ko stopiš v temno območje, tako da jaz upam, da bomo drugo leto vse do Bakovec tudi razsvetljavo zaključili. Ko smo že pri Bakovcih, v Bakovcih se marsikaj dogaja, v petek imamo otvoritev novega otroškega igrišča, novih igral, ki so bili kupljeni iz sredstev kohezije, iz naslova mehanizma LAS. Ta igrala bodo omogočala seveda, da bo druženje na že sicer prijetnem območju nogometnega igrišča v Bakovcih še prijetnejše. Nekaj investicij imamo v Bakovcih tudi predvidenih v kontekstu preplastitev cest, ureditev vodovoda in kanalizacije. To, kar pa je pomembno, vse poteka normalno za pripravo enega večjega projekta in tudi dolgo pričakovanega, to je kolesarska steza od Bakovec do Kleževja. Tako da kar nekaj se dogaja in rad bi povedal, da smo v resnično enem investicijskem ciklusu in da je veliko investicij tudi tisti, ki so se pa pričele že in se izvajajo. Naj omenim rekonstrukcijo vodovodnega sistema na Mojstrski ulici. Mojstrska ulica, ki je prav tako nekako povezava med Štefana Kovača in Cankarjevo oziroma Slomškovo ulico, bo v celoti preplastena, ko bo ta rekonstrukcija vodovoda zaključena. Potem naprej Prešernova ulica, kot so občani sedaj že opazili, se intenzivno dela na ulici Staneta Rozmana. To je v samem mestu ena večjih investicij, vredna okoli 1 200 000 evrov. Ta trenutek se polaga, če se apliciramo na začetek najinega pogovora, večja in pa bolj zmogljivejša kanalizacijska infrastruktura. Ulica bo v celoti preplastena na novo bo izgrajeni pločniki, kolesarske steze in pa, kot sva že omenila v najinem zadnjem pogovoru, ampak to je treba ponavljati, krožišče na Staneta Rozmana in Gregorčičevi ulici pri domu starejših občanov. Pristopili bomo tudi k obnovi drevoreda na Štefana Kovača ulici. Tam bomo posadili še več dreves, tako da za tiste dvomljivce, ki pogostokrat seveda da upravičeno kritizirajo, ko pade kako drevo, ki je pač doživelo že svojo življenjsko dobo, naj povemo, da bo dreves več. To je na desni strani Štefana Kovača ulice v smeri proti gledališču Park. Dodatna tudi oprema v smislu klopc, košev za smeti, tako da se bodo lahko ljudje tudi tam usedli, spočili in uživali v senci teh dreves. Skratka, naj povem, da pa pripravljamo tudi investicije, ki so povezane tudi z, če tako rečemo, zasebnimi investitorji. Ena večjih je bila tudi predmet seje mestnega sveta, obravnave seje mestnega sveta, namreč že dlje časa, pravzaprav, če se čisto odkrito povem, odkar se v Murski Soboti, to je zdaj pa že 40 let, se govori, da je parkirišče pri avtobusni postaji degradirano območje, da je tu treba nekaj narediti, da je potrebno nekaj postoriti. In veliko poskusov je že bilo v preteklosti. Moji predhodniki, župani, so se trudili, da bi tam bilo postavljeno nekaj, kar bi na nek način bilo koristno in krasilo tudi samo mestno jedro, ker to je praktično center mesta. Skozi zgodovino so se potrebe po objektih in po vsebini objektov seveda spreminjale. In sedaj smo na eni točki, ko praktično želimo
in potrebujemo imeti v naši mestni občini več stanovanj. Več stanovanj na eni strani za mlade, več stanovanj za varovanih stanovanj za starejše generacije in sedaj smo skupaj z stanovanjskim skladom in pa skupaj z nepremičninskim skladom, ki predvsem investira v varovana stanovanja za starejše, nekako prišli na isto točko in mestna občina je povezala investitorja in oba dva sklada in odločili so se, da bodo investirali v 72 stanovanj, ki jih v naši občini nujno potrebujemo. In lokacija za ta stanovanja je bila izbrana strani zasebnega investitorja prav tam, kjer že več kot 40 let čakamo, da se bo nekaj zgodilo. In jaz sem vesel, da se je investitor ujunačil, zato da gre v takšno investicijo, je pa resnično glede na spremembo potreb ta objekt nekoliko drugačen, kot je bil tisti, ki je bil v prvotnem prostorskem aktu. Ampak prostorski akt je bil takrat, po mojem mnenju, dobro zapisan, zaradi tega, ker omogoča tudi odmike od tistega, kar je bilo po tistih potrebah takrat nastavljeno. In sedaj smo na seji mestnega sveta, prejšnji četrtek, skupaj z mestnimi svetniki, svetnicami, podali obvezno razlago prostorskega akta, ki je podlaga za upravno enoto, da izda gradbeno dovoljenje. Veliko je bilo okoli tega razprav in prav je tako, da ni vseeno, kako oblikujemo naše mesto, vendar večina svetnic in svetnikov je to obrazlago potrdila. Jaz moram reči, da vse pripombe svetnikov so legitimne in na mestu, tudi nekaterih združenj, kot je Društvo prijateljev Murske Sobote in tako dalje, imajo svoje poglede, povsem upravičeno. Jaz imam v naslednjih dnevih sestanek z Društvom prijateljev Murske Sobote, velikokrat se bodisi na njihovo povabilo ali na našo pobudo srečamo, se pogovarjamo in se mi zdi, da je odgovornost za oblikovanje mesta in razvoj mesta ter boljše kvalitete življenja na vseh nas. Torej, če zaključim to investicijo, začela se bo, vkolikor bo upravna enota izdala gradbeno dovoljenje, vse je pripravljeno, začela se bo že letošnje leto in to bo kar precej velika investicija, celoti parkirna mesta za teh 72 stanovanjskih enot in nekaj poslovnih subjektov bodo v podzemnih garažah, v samem centru tega objekta bo manjši park, prehodi iz ene ulice na drugo ulico, Zvezdne na Slomškovo, bodo omogočeni skozi ta park. Skratka, osebno sem sodeloval pri predstavitvi tega projekta strani priznane pisarne, priznanih arhitektov in jaz sem bil navdušen. Jaz sem prepričan, da bodo tudi občanke in občani, ko bodo priča zaključku tega projekta. No, naj pa omenim še, da ravno včeraj sem imel sestanek s predstavniki Mercatorja, z investitorji tudi, ki bodo investirali v prostor bivšega potrošnika. Kot vidimo, tam sedaj dela potekajo, materijala, ki ga ni malo, to vidimo, material torej odvažajo, sproti ga meljajo z samega gradbišča in to gradbišče čistijo. Tudi tukaj je kar nekaj klicev na mestno občino, da se kadi, da je ropota. Jaz razumem in prosim za potrpljenje, opozarjamo investitorje na to, da ne smejo za svojo dejavnostjo poslabšati kvalitete življenja tisti, ki so v neposredni bližini tega gradbišča. Ampak gledajte, tako kot pri vseh projektih, ki smo jih delali, s katerimi močno zarežemo v naš prostor, potem na koncu ugotovimo, da se je splačalo potrpeti. In jaz sem tudi pri območju bivšega potrošnika, ki je prav tako bilo degradirano območje, se nam ni bilo v ponos, da stavbe tam propadajo in se mi zdi, da je tudi to odgovornost, da ta prostor uredimo. Tudi tukaj bomo, ker spreminjamo občinski prostorski akt, dali predlog tega projekta v širšo obravnavo. Jaz verjamem, da bo veliko različnih pogledov na to, ampak sem pa hkrati prepričan, da bomo skupaj lahko oblikovali en lep prostor, ki nam bo v ponos in ki hkrati bo tudi poskrbel skupaj z tistim objektom, o katerem smo prej govorili,
za večjo koncentracijo ljudi v mestnem središču, kajti tukaj bodo ljudje lahko na praktično peš relaciji obiskali trgovino, lekarne, zdravnika, kulturne prireditve in se mi zdi, da je to tisti ključ, ki ga iščemo ves čas in želimo oživeti mestno jedro in pripeljati ljudi nazaj iz trgovskih centrov v mesta. Župan Jevšek, morda samo takole pod vprašanje, Staneta Rozmana ulica je sedaj že v rekonstrukciji. Boste počakali z ulico arhitekta Novaka toliko, da se bo končala ona, ali pa boste v tem Mercatorjevem oziroma potrošnikovem centru hkrati zadevo počeli, potem je ta del mesta praktično res skoraj da zaprt, ne? Glejte, mi bomo poskrbeli seveda s pomočjo izvajalcev za pretočnost prometa in dostopnost do stanovanj, do poslovnih prostorov v samem mestu. Vendar ne smemo si delati iluzij, da bo to tako, kot je takrat, ko ni gradbišča. Če želimo naše mesto urediti, moramo, kot rečeno, tudi malo potrpeti. Žal pa je tako, ali pa na srečo je tako, bom tako rekel, da smo uspeli pridobiti evropska sredstva tako za obnovo arhitekta Novaka ulice in za obnovo Slomškove ulice od Cankarjeve do Katoliške cerkve, vključujoč z krožiščem, in ta sredstva moramo porabiti do leta 2023, drugače jih izgubimo. In nimamo kaj razmišljati. Mi moramo to narediti zdaj ali pa nikoli. In se mi zdi, da je mesto kot tako predolgo čakalo na to, da se prenovi, da se obnovi, in zdaj je pač ta trenutek, ki ga bomo mogli dati skozi. Jaz kot župan se zavedam tudi na nek način posledic tega, da bomo veliko gradili sedaj v zadnjih, torej v naslednjih 2-3 letih, ampak hkrati prevzemam tudi to odgovornost za ureditev mesta in me skupaj z mojimi sodelavkami in sodelavci, ki te projekte gradijo, ki jih pripravljajo, ni strah in smo prepričani, da na koncu bomo vsi skupaj zadovoljni. Rekli ste, da je to obdobje neke investicije, ne nekaj, kar veliko investicij. Pričela sva seveda z neurjem. Severna vzhodna obvoznica bo potrebovala vodni zadrževalnik, tudi to je eden od večjih projektov, kajti tudi to se bo počelo počasi udejanjiti, seveda tudi z pomočjo države oziroma republike, ne? Glejte, v bistvu ta vzhodna obvoznica je projekt, ki je praktično zgodovinski, lahko rečemo, vrednost tega projekta je 24 milijonov, gre za nadaljevanje obvoznice skozi, torej od Bakše pa tja do Čarde, skozi severno obrtno industrijsko cono in mislim, da je odveč govoriti, da je ta obvoznica nujno potrebna. Ta obvoznica bo marsičem rešila prometne zamaške na Lendavski ulici in še kje. In mi si v mestni občini Murska Sobota in jaz osebno tudi zelo aktivno prizadevamo, da dela potekajo tako, kot smo si zastavili. Kaj to pomeni? Da odkupi zemljišč potekajo normalno. Mi smo podpisali tudi za Direkcijo Republike Slovenije sofinancerski sporazum. Zataknilo pa se je pri že omenjenem sebebrskem zadrževalniku, kjer ima občina Moravske Toplice pač svoje poglede na vsebino tega zadrževalnika. V samem projektu in tudi po samih pogledih ministrstv za okolje, za infrastrukturo, za kmetijstvo, tam so mnenja, da bi ta zadrževalnik, ki zadržuje 15-letne vode iz Goričkega, ki na 15 let približno poplavijo potem Nemčevce, Martjance, BTC, da bi dobil to suhi zadrževalnik, kar pomeni, da se naredi nasip, se voda, ki se nabere na območju zadrževalnika in zalije približno 64 hektarjev kmetijskih površin, potem počasi izpusti, ko je neurja konec, v potok, da se izplača potem tudi odškodnina tistim, ki so oškodovani s tem. Pogledi občine Moravske Toplice so pa že ves čas drugačni, legitimni. Jaz se v to ne morem spuščati, ampak to pomeni pa zaviranje tega projekta, ker želijo imeti na tem območju moker zadrževalnik. To pomeni, da želijo imeti na tem območju jezero kot turistično destinacijo. In jaz upam, da bo zdaj država končno presekala že nekaj let trajajoč
trajajočo situacijo, ki bremza, če temu rečem, razvoj te investicije. Mestna občina Murska Sobota je praktično naredila vse in smo pripravljeni tudi v nekem delu sofinancirati ta zadrževalnik, vendar bo tudi občina Moravske Toplice morala narediti svoj korak. Ta obvoznica ni samo koristna za mestno občino Murska Sobota, za mesto, ampak tudi za razvoj gospodarstva na Goričkem, ker goričke občine bodo imeli pričarni dostop do avtoceste in ne nazadnje tudi za občino Moravske Toplice, kajti turisti se bodo lahko potem po obvoznici pripeljali direktno v Martjance in potem naprej Moravske Toplice in ne bodo obremenjevali ceste, avtocesta Bogojina. In se mi zdi, da bo tukaj morala vlada na nek način povedati svoje in končno omogočiti realizacijo te investicije, ki pa je tudi financirana iz kohezijskih sredstev. No, nekoliko manj težav imamo pri severni obvoznici, to je pa od Maximusa do Gostilne Gaj. Tam poteka načrtovanje, usklajujemo z skladom kmetijskih zemljišč vse potrebno. Ta obvoznica pa prav tako zelo pomembna za razbremenitev ulice Mikloš Kuzmiča, Cankarjeve ulice, ker takrat, ko so žetve, ko pravzaprav prihaja do večje koncentracije prometa z traktorji, pa tudi sicer tovornega prometa mimo teh sezonskih del, seveda so te ulice zelo obremenjene. In gledajte, jaz večkrat odgovorim občankam in občanom, ki so upravičeno jezni, tudi traktorji, tudi kmetijska mehanizacija se mora voziti po nekih cestah. In tudi tovornjaki, ki so na cesti zato, da gospodarstvo lahko funkcionira, morajo voziti po nekih cestah. Jaz upam, da nam bo to uspelo, da bomo mesto razbremenili z tem prometom s pomočjo obvoznic. Je pa treba seveda omeniti pozitivno stvar. Začela so se gradbena dela pri rekonstrukciji ceste Gederovci oziroma Murska Sobota-Gederovci, vključujoč za kolesarsko stezo. In tukaj bo zelo veliko gradbišče zopet, tako da v našem prostoru se bo veliko gradilo, veliko bomo bentili, ampak gledajte, malo za šalo, malo za res. Jaz pogostokrat slišim v Murski Soboti pravi, glej, kaj ljubljanski župan dela, ko pa mi začnemo kaj delati, pa reče, tukaj pa samo kopljete pa rijete. Skratka, jaz sem vesel teh investicij in ponosen na svoje sodelavke in sodelavce, ki pridobivajo evropska sredstva, ker drugače ni variante, da bi iz proračuna vse financirali, in pripravljamo tudi take investicije za naprej. Mi se zdaj tukaj nismo ustavili, mi imamo pogled seveda obrnjen že v prihodnost. Ena od takih pomembnejših je rekonstrukcija ceste Murska Sobota-Noršnici, vključujoč z kolesarsko stezo. Tukaj smo skupaj z nekaterimi občinami v skupnem projektu izbora projektanta. Projektant je že izbran, dela se bojo pričela v smislu projektiranja. Čakamo novo finančno perspektivo, da bomo poskušali poiskati tam kako možnost sofinanciranja te ceste. Ta cesta ne bo poceni, več kot 2 milijona, lahko rečem, še sedaj bo stala, ampak je nujno potrebna. Projekt, ki je zelo zanimiv in s katerim, to me še pa posebej veseli, bomo povezovali občine z kolesarsko stezo, to je Radenci, Tišina, Murska Sobota, Moravske Toplice. Jaz sem takoj podpisal soglasje, da gremo zraven v ta projekt, ker se mi zdi to zelo dobra poteza, zelo dobra rešitev. Plus tega pa to, kar sem rekel, me zelo veseli, da se občine med sabo povezujemo pri projektih. Mi sedaj tudi pripravljamo rekonstrukcijo nekaterih cest, ki so pogodbe že podpisana, ki so najslabše v našem mestu in pri mestnih naseljih. Eno takih je krog Satahovci, tisti, ki se vozimo po tej cesti, se lahko prepričamo. Jaz sem pozval župana Tišine, da nekako občina Tišina sodeluje tudi pri prenovi tistega dela, ki spada pod njihovo občino. Žal niso v proračunu letos našli denar, jaz upam, da drugo leto bodo našli denar za to, kajti tudi veliko
občanov Tišine se po tej cesti vozi v Mursko Soboto. In verjetno sem še kaj pozabil, kar se investicij tiče, ampak naj povem, da smo imeli tudi, mogoče to je tudi pomembna informacija, zadnji sestanek z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in smo bili deležni predstavitve dograditve kolesarske steze Merkur-Markišavci in celotne prenove cestne infrastrukture pločnikov skozi naselje Markišavci. Cesta je uničena, režim prometni je tak, da se preveč tovornjakov pojavlja v samem naselju Markišavci in jaz se veselim te investicije, ki pa je državna investicija, tudi v prihodnje. Super, vse skupaj, morda ob koncu še tega pogovora oziroma predstavitve Klepotički, Hartmanovi vili, tudi tu se bo ena od tistih točk v mestu. Zdaj smo slišali, da bo Murska Sobota povezana turistično z kolesarskimi stezami, tudi na širšem področju, pa seveda zgodbe, ki so aktualne, ki se končujejo z letošnjim poletjem, prireditve, ne nazadnje jutri je zadnja Sočna vilica, ne? Ja, gledajte, Hartnerjeva vila je, kot je znano, nekaj let že v lasti mestne občine Murska Sobota in projektanti so tik pred zaključkom dela. Mi smo neko vmesno fazo tega projektiranja že videli. Jaz sem tista generacija, ki smo še obiskovali staro knjižnico, izjemno ponosen, izjemno vesel, da sem lahko zraven pri obnovi te čudovite vile, ki bo na nek način protokolarni objekt, ne samo za mestno občino, ampak za vse občanke in občane, društva in pa tudi prostor. To pa je na nek način želja, da bi se v tem objektu nekako koncentriralo znanje, ki ga premore Prekmurje, Murska Sobota, ljudje, ki bi tudi lokalni skupnosti nekako dajali smeri, v katere naj se razvije na področju gospodarstva, kulture, infrastrukture. In mi bomo drugo leto, jaz sem prepričan, pristopili k tudi prenovi samega objekta, torej ko bo izdano gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. Ves čas sodeluje z projektanti tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, prav zaradi tega, da ne bi na koncu bilo kakih problemov, in projekti, ki sem jih videl, so fantastični in ta hiša bo res kot duša samega mesta, če lahko temu tako rečemo, prenovljena v letu dveh, odvisno od finančnih sredstev, tudi odvisno, ali bo ta finančna perspektiva, ko bo operativni program znan, omogočala tudi obnovo kulturne dediščine. Ja, kar se pa tiče samih prireditev, jutri zadnja Sočna vilica, imeli smo srečo, jaz mislim, da pri vseh, da so resnično bile sončne ulice, prav tako festival Šunke in gibance, ki je bil odlično obiskan. Na Slovenski ulici je, se mi zdi, pa to ni samo moja ugotovitev, pa tudi ugotovitev občank in občanov, odlično prizorišče za take prireditve. Del ulice se zapre, del ulice je že zdaj lep, ker je poraščen za drevesi in omogoča, da se ljudje tam svobodno gibljajo, da jih ni strah, da bo otroke, ki so z njimi, povozil avto. Skratka, jaz mislim, da je prav, da te prireditve selimo na Slovensko ulico in tudi zaradi tega je naš pogled seveda že usmerjen nekaj časa v pripravo božično-novoletnega vzdušja na Slovenski ulici. Naši sodelavke in sodelavci, ki se s tem ukvarjajo, so že predstavili koncept, vendar dajmo reči tako, pustimo se presenetiti. Sem pa seveda prepričan, glede na to, kar sem tudi sam videl, da bodo ljudje prijetno presenečeni prav tako. Bodi tako, hvala za današnji obisk v našem studiu, dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Bodite z nami tudi v naslednjih oddajah. Župan za vas.